Dober dan. Dober dan. Iskali smo vas na skupni listi NSI, SLS in Fokusa, pa vas na njej ne najdemo. Ne, me ne boste najdli, sem pa prvi obraz naše skupne kampanje. Torej, prevelika odgovornost do institucije Državni svet je razlog, zakaj sam in dr. Monika Kirbiš-Rojs ne kandidirava. Zakaj pa se vam zdi končanje mandata na čelu Državnega sveta bolj pomembno od kandidature za poslanca na skupni listi, za katero ste se vse tri stranke kar precej potrudile? Državni svet je v tem obdobju, 4-letnem obdobju, odigral eno zelo pomembno funkcijo. Velikokrat sem slišal, da je edina razumska institucija, ki odreagira takrat, ko je to treba. Se je pa stranka Fokus, ki jo vodite, kar dolgo upirala ideje o nastopu na skupni listi, vam je na koncu Janez Janša rekel, da se pridružite, da na desnici ne bo šlo preveč glasov v nič. Poglejte, mi smo se pogovarjali skupaj z NSI-jem in Slovensko ljudsko stranko kar nekaj časa, seveda pa ne skočiš v naročje kar tako, pač moraš vedeti, koliko je globoka voda. Potem vam ni rekel Janez Janša, da skočite v to? Ne. Dobro. Kaj bo prvi ukrep vaše skupne liste, če boste imeli po volitvah dovolj politične moči? Delo se mora splačati, trud in znanje morata biti nagrajena in regionalizacija. Zakaj bi se 140 tisoč ljudi vsak dan vozilo v Ljubljano? Kaj si mislite o Anžetu Logarju? Anže Logar se poznava od prej, tako da jaz mu želim vse dobro. Ali od njega pričakujete, da po volitvah prav on omogoči prvo slovensko desno vlado? Najprej počakamo na rezultate, naš trojček, NSI, SLS in Fokus, pa verjamem, da bo v razvojni vladi. Politični konkurent na teh volitvah, ki ga najbolj cenite, je? Konkurent. Pravzaprav prvič nastopam na državnozborskih volitvah in se konkurence učim vsak dan. Ni pa nikogar, ki je vaš konkurent, pa bi rekli, njega pa najbolj cenim. Nimate tazga? Jaz imam do vseh enako spoštovanje. Katere stranke ste volili na dosedanjih volitvah? Povežimo Slovenija je bila zadnja izbira, za prej se pa ne morem spomniti koga, ampak zelo različno. Desno? Od primera do primera. Po mojem, človek, ko postaja starejši, potem tudi lahko, da spremeni svoje mišljenje. Kako ocenjujete nedavni napad na Iran? Na Iran je zgodba, ki se ne da opisati v enem stavku. Če pa bi morali v enem stavku, kaj bi rekli? Spoštujemo mednarodno pravo. Verjamete v Boga? Ja. Podpirate splav? Pravico do splava podpiram. Dobro. Kako ste prišli do svoje prve nepremičnine in kakšna je bila? Dobil sem jo v dar od očeta in mame, in sicer 3/4 in četrtino je pa žena dobila. To je družinska hiša, verjetno? Tako je. Bi ukinili obvezni RTV prispevek? V taki obliki, kot je trenutno, ne bi bilo nobene škode. Dobro. Ali menite, da je treba vsebine vplivneža na socialnih omrežjih regulirati enako, kot so regulirane vsebine v medijih, da so torej tudi oni za objavo svojih vsebin lahko podvrženi popravkom, odškodninskim tožbam, kazenskemu pregonu, tako kot novinarji in uredniki? Če delajo v taki obliki, potem da. Končajte stavek, če bi na loteriji zadel milijone, bi? Verjetno bi se ti milijoni razdelili. Kam pa? Mogoče najprej mi pride na misel družina, potem podjetje, pa verjetno, tako kot vedno, še kaj domačim gasilcem. Ja, glede na to, da ste uspešen gospodarstvenik, ali sploh sanjate o tem, da bi zadeli na loteriji? Najprej bi mogel kupiti srečko. Do zdaj tega niste počeli? V kakšni skupini kdaj mogoče. NSI zaradi obtožnega predloga zoper 4 njihove poslance v zadevi KNOVS pravi, da je to politična odločitev tožilstva pred volitvami, kar utemeljuje s tem, da specializirano državno tožilstvo vodi mama predsednice podmladka Gibanja Svoboda. Se strinjate s tem? Poglejte, za vse prekrške v tej državi imamo sodišča, imamo ustrezne organe, da zadevi pridejo do dna in da raziščejo po pravni poti. Nisem vas tega vprašal, če se strinjate z navedbami NSI, ki pravi, da je to politična odločitev tožilstva. Poglejte, jaz zadevo gledam na način, da naj pridejo organi do dna. Ali je pa to zdaj politično, pa lahko sam to rečem, če je nekaj 3 tedne pred volitvami, potem kaže na to. Ampak to isto tožilstvo je v zadevi Bobnar zahtevalo uvedbo sodne preiskave zoper predsednika vlade in Gibanja Svoboda Roberta Goloba. Se vam zdi, da vaš argument še zdrži? Isto. Če bi KPK ugotovila, da ste kršili integriteto, ali bi nemudoma odstopili z katerega koli položaja? To je zdaj zelo politično vprašanje.
Zelo jasno vprašanje. Verjetno da, ne. Zaradi tega, ker neverjetno. Pač sodišča je treba spoštovati. Govori se pa, da bomo KPK... Tukaj ne govorimo o sodišču, tukaj govorimo o KPK. Če bi ugotovili, da ste kršili integriteto, bi odstopili z kateregakoli položaja, to je vprašanje. Pa seveda, verjetno bi, ja. Dobro. Končajte stavek, zvestoba je zame. Pa to je nekaj, kar se ne krši. Komu ali čemu pa ste najbolj zvesti? Družini. Hvala lepa.